Dober dan. Živijo. Kolega, če dovolj začneva z EPP-jem. To je posebna številka sobotne priloge, poletno branje, ki se jo dobi v kioskih in drugih prodajnih mestih. Prav, treba je kupiti, ni nič ne bo zastonj na onlineu. Ampak druga stvar, napovedi za sobotno prilogo, ki pride v nabiralnike čez 2-3 dni, 3 dni. Intervju s doktorjem Danilom Türkom, nekdanjim predsednikom Republike Slovenije, zaslužnim profesorjem Ljubljanske univerze in vodilnim izvedencem za mednarodno pravo. Seveda, o arbitraži na zelo celovit in plastičen način razloži, kaj se je prejšnji teden zgodilo v Hagu, in pove tudi par stvari, kako naprej. Predvsem pa poudarja, da je na morju, ki ima definicijo hrvaškega teritorialnega morja, nastalo neko območje svobodne plovbe, kar pomeni, da se je območje svobode na Jadranu povečalo za kakšnih 100 ali pa nekaj več kilometrov, in to pač predstavlja tudi neko zanimivo inovacijo v mednarodnem pravu, ki pa je konsistentno razložena. O tem arbitražnem dogodku zna beseda teči tudi na Poljskem, kjer se bo jutri začelo srečanje iniciative treh morij, Črnega, Baltskega in Jadranskega, kamor z precejšnjim pompom potuje hrvaška predsednica z napovedjo, da se bo srečala tudi z ameriškim predsednikom Trumpom. Z manjšim pompom pa tja potuje tudi slovenski predsednik Pahor. Zanj ni napovedano, da bi se na 4 oči sestal z soprogom slovenske rojakinje Melanie Trump. Morda se pa bo. Če šiva v arbitražo in dogodek na Poljskem, lahko ugotoviva, da je tale poljski dogodek kar vreden pozornosti, kajti zna se zgoditi, da bo vsaj do neke mere vplival na stanje stvari v Evropski uniji. To imaš prav. Želja Poljakov, tudi zdaj se še majhen pogledal, kako ta stvar resonira po svetovnih časopisih, svetovnih govorijo evropskih, in na spletu je možno najti tudi fotografije, po katerih z raznimi plakati oblast nagovarja državljane, občestvo naj pride pozdraviti Trumpa. Se pravi, so vitalno zainteresirani za to, da v bistvu neko specifično, posebno, izolacionistično in rahlo nacionalistično, predvsem pa protibegunsko politiko poveljavijo. In Trump jim je velika šansa in na nek način seveda posledično zabijejo klin v Evropsko unijo, se pravi med jedro, nemško-francosko jedro in pa vse ostalo. Še Benelux zraven, ki je se oglasil z zanimivo gesto podpore arbitražni odločitvi z pobudo, da se to spoštuje. Evropska unija kot taka je malo zamujala. Tako, te zamude niso čist... Dobro, ampak recimo Evropska unija je v zadnjem času, kakršnakoli seveda je, in vsi imamo pripombe na njo, vendar je pokazala neke dimenzije, civilizacijske dimenzije, ki obetajo oziroma saj nakazujejo možnost za neko racionalno, dogovorjeno in pa seveda uhojeno prihodnost. Medtem ko te iracionalizmi, ki se pasejo povsod drugod po svetu, vključno z srednjo Evropo, ne obljubljajo kaj dosti. In jaz Poljske prav dobro ne razumem, saj v polju racionalnega, ki poskušajo povzeti neko inicijativo sever-jug, to se pravi od Severnega morja pa do Jadrana, narediti
In to v imenu Evrope. Ne. Mislim, to se mi ne sestavi, kakorkoli obrnem. Ne. In seveda zato bi bilo treba položiti predsedniku Pahorju, naj gre tja, vendar naj se ne pusti, naj se ne pusti ujet na limanica. Ne. Ker Sloveniji je pravzaprav mesto, zdaj ne govoriva geografsko, ampak je mesto pač v taki Evropi, kjer veljajo neke pač ustaljene humanistične vrednote. Ne. Zdaj ne bomo se pogovarjali o beguncih, ne. Oziroma o tem, ali begunske kvote v Evropi so sprejemljive ali niso sprejemljive. Ja, so, ne. Seveda so, ne. Logično smo se dogovorili tako, ne. Potem v nadaljevanju se rešuje, kakor se rešuje. Ne moreš pa dvomiti v to, da je azilski postopek legalen, legitimen in dobrodošel. Ne? V to ne moreš dvomiti, ne? Če v to izhodišču dvomiš, ne? Je konec Evrope, ne, pravzaprav. Ne? In so opazili, je bila opažena ta pobuda Poljske, da v bistvu z Trumpom, pred Donaldom Trumpom, in ni treba poudariti, da kontroverznim Donaldom Trumpom poskuša vznemirjati Evropo in delati neko novo pobudo, ki je že v samem izhodišču obsojena seveda na propad, ker spet ne more. Ker kdorkoli hodi skupaj z Donaldom Trumpom, mora vedeti, da hodi z egoistom, ki bo vedno delal izključno zase. Se je v svojem programu vendarle rekel America first, tem je mislil Donald Trump first. Ne vidim tukaj velike prihodnosti, še posebej, ker se bo pa svet delil, veš, na eni strani Donald Trump poskušal se, veš, Evropo odcepiti od varnostnega ščita Amerike, na drugi strani bo hotel pa podporo, ko bo treba intervenirati pri Severni Koreji ali pa na Bližnjem vzhodu. V Severni Koreji je uspel veliki met, ne? Se pravi, izstrelili so raketo dolgega dosega. To je raketa, ki ne pade samo tja v bližnja morja, ne? To ni raketa, ki bi dosegla samo Japonsko, ni raketa, ki bi dosegla samo Seul, pač pa gre za raketo, ki teoretično lahko doseže Aljasko. Ne? Ker tako, ne? Če se pogovarjamo o tem, kaj to pomeni za sistem mednarodnih odnosov, to kar precej nervoze v ta sistem mednarodnih odnosov vnaša. Ne? Hkrati so pa Severnokorejci pokazali nek prefinjen smisel za simbole, ker so to raketo nažgali na 4. julij, se pravi ameriški dan neodvisnosti, ne? Pa s tem še neka dodatna sporočila poslali. Kar kaže, ne, da se... To potem ni v mednarodne odnose, ampak je v severno-korejsko-ameriške odnose, glede na to, da je Amerika zdaj se osamosvojila od celotnega sveta. Mislim, če tam domino Severna Koreja, Amerika, Južna Koreja, Severna Koreja, frcnaš, ne, letijo ostale domine prav tako po tleh. Ne. To so Kitajska, to je Japonska, konec koncev Rusija tega ne bo gledala križem rok, kajti ne nazadnje, ne, veš, vojna med Severno pa Južno Korejo se ni končala z mirovnim sporazumom, pač pa s premirjem, ki traja tam od sredine 50. let do danes. Ne. Že Severne Koreje v resnici ne razumem. Poteze, ki jih vleče oblast Kim Kim, ja, Jong. Ta mlad, ne? Ja, ta mlad, ja. Bajsi, ne? In pazi, ta fant, ne, jaz ne razumem, ker te poteze so res enostavne. Miselno enostavne, otročje so, ne, in so tako enostavne, da dvomim, da so res enostavne, ne. Mislim, veš, težko si predstavljam, da teh potez ne dela v dogovoru z nekom, ne. Najlažja razlaga bi bila, veš, taka, kot je pri Trumpu, da rečejo preprosto, da je psihično specifičen, ne. Ja, lepo si to rekel, lej. Ja, res si lepo rekel. Mislim, prav virus politične korektnosti te je napadel. Čist in to v sekundi in to v levo uho. Ampak pazi, ne, recimo pri Trumpu sem zadnjič bral, kaj vse je v tem času, ko se ropota, naredil, ne. A veš, in je cel spisek obstaja, če se človek majhen po internetu pa po teh velikih časopisih in medijih pozabava, ne. Dejansko vse te najbolj hardcore republikanske ideje
poskuša uveljavljati. Ne? Plus, ne, mislim, tam je za pogledati predvsem orožarske posle, to ni samo Orožarska, posel, ekološka, ne? to ni samo posel z Saudovo Arabijo, v konec koncev tudi s Katarjem, ki je v konfliktu s Saudovo Arabijo. Ne. Ker je interesantno je to, ne, recimo, če vzamemo samo podnebje kot neko presečišče, ko se Trump umika, to se vse fino pa lepo sliši, ampak a veš, podnebje je zanimivo, vpliva na razmerje med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Kitajska se je namreč pripravljena pogovarjati in podrejati podnebnim protokolom na nek način. Ne? In zelo se zdaj govori, da se bo Kitajska v prihodnosti veliko bolj naslanjala na Evropo kot na ZDA. Ne? In recimo zdaj te dni so podpisali za ogromno, kar nekaj 10 milijard posla ne z Boeingom, ampak z Airbusom. Ne? Ja. Mislim, da je treba potem še povedati eno reč, in sicer, da je ta velika želja Republike Slovenije, da bi gostila sestanek med Trumpom in Putinom, padla v vodo. Ne? Ta sestanek se bo zgodil v Hamburgu. Ne? Žal nekaj prestiža tukaj ne bomo mogli pobrati. Ne? Ja, ampak lahko se pa pogovarjamo o tisto, kar je za Slovenijo res pomembno, s čimer so tudi začela, ne, da ko gre predsednik Pahor pač na Poljsko, ne, v glavno mesto Poljske, mislim, da bo tam, ne, da ima v mislih pač, da Slovenija spada v neko drugo Evropo, ne v srednjo Evropo, zlasti pa ne pod okrilje Poljske, Madžarske ali pa Hrvaške. Ne. Mislim, mi je zelo žal, ne, ampak v tem civilizacijskem okviru, oziroma v tem civilizacijskem že, ampak v tem okviru politične kulture se pa jaz res ne bi želel gibati. Ne. Veš, politična kultura v definirani Evropi, kjer nastajajo tudi recimo pogoji za to, da se spori, tako kot je bil zdajšnji arbitražni sporazum, rešujejo recimo na soden način po neki logiki, ki je civilizacijsko verificirana, sprejemljiva in na koncu koncev tudi relativno poštena. Ne. Tega jaz na nek drug način ne vidim, ne, mi je zelo žal. Ne. Je pa res to, da če že ves svet je sod smodnika, ne, veš, v tem primeru jaz bi položil upe v Evropsko unijo, ne pa na kaj. Je pa veš, ta ideja, ne, oziroma intenca ameriškega predsednika, da tukaj med vzhodno oziroma srednjo Evropo in jedrnimi državami, se pravi od Nemčije proti zahodu, ne, da zabije klin. Ne. Zanimivo bo videti, v kolikšni meri ne bo ta ideja klina sovpadla z idejo Evrope dveh hitrosti, ne, ki se prav tako prebuja. Ne. Morda pa pravzaprav ti dve intenci se na neki točki ujameta, s tem, da je prav za Slovenijo zelo pomemben, da je zelo natančna in previdna ob tem, pravzaprav kam stopi. Ne. Bilo bi zelo pomembno, mogoče to najna naloga, da pove ta trenutek, da mora Slovenija strateško vnaprej, preden problem sploh je definiran, jasno in glasno povedati, kam si želi iti. Ne. In želi si iti v prvo Evropo, če že kakšno sploh, potem v prvo Evropo, ne v drugo. To je prvič. Drugo, kar je, želi prevzemati civilizacijske standarde prve Evrope, ne ameriške, ne srednjeevropske, ne azijske, ne kakršnekoli, ampak tiste, ki še dišijo po humanističnih osnovah. Ne. Tretjič, ne, in Slovenija je do zdaj vedno, če je delala tisto, kar je prav, in recimo v tem primeru, če vzamemo zdaj arbitražni sporazum, ne, mislim, jaz bi rekel, da je nespameten v Sloveniji vsakdo, ki bi prvič delal politiko iz arbitražnega sporazuma v smislu, da nismo dobili, da smo oškodovani. Drugič pa, če bi sploh delal politiko iz tega, kar je tehnično in pa kar je civilizacijsko vprašanje, ne, potem potegnem črto in rečem, Slovenija je vedno profitirala, samo če se je podrodila neki racionalnosti, kakršno pač poznamo v Evropi, kakršno pač poznamo iz duha Združenih narodov in teh stvari. Ne. Recimo, to je izredno lep primer, kako je Slovenija praktično, prejšnji teden Slovenija praktično definirala zadnjo etapo osamosvojitve, ne. Če tako majhen vzvišeno rečem. Ne. No, lej, mislim,
Slovenija je leta 1991 razglašala, da ima meje določene, vendar niso označene. Ne? Zdaj so določene, vendar ne označene. Ne? Zdaj smo prišli na točko, ko je meja tudi označena. Ne? Označuje se jo pa z, ne vem, jaz sem bil v ljudski armadi tako imenovani graničar in pač vem, da se to označi z nekimi stožci, stebrički, nekimi geometrijskimi liki, ki so ponavadi narejeni iz betona. Ne? Ja, sej, veš, rajš imam to kot to rezalno žico. No? Logično, ampak to, kar se je zdaj zgodilo v četrtek, ne, za sodbo arbitražnega sodišča, je po mojem mnenju dogodek, no, tako bom rekel, dogodek, ki ga težko zdaj spremeni nadaljna procedura, kakršnakoli že ta bo. Ne. Itak pogajati se nimamo več kaj, sodba je padla, ne, pogovarjati lahko kar češ, ampak pogovori nikoli ne morajo biti odraz odraz želje po spremembi sodbe. Ne. In jaz mislim, da se zanikanja sodbe. Nekaj zelo velikega se je zanj zgodilo in to simbolno več pomeni kot tisto, kar bo na koncu konkretno v smislu, kako se bodo še dogovarjali. Zato imamo še čas, to hočem povedati. Ne. Ampak simbolno se je pa nekaj zgodilo. In kako ti simbolno konstituiraš nek prostor, je popolnoma analogno, slovenski prostor je analogno, kako se konstituira evropski prostor. In o tem govorim. Ne. Evropski prostor, ki vzbuja neko upanje po tem, da bomo živeli civilizacijo, kakršno si želimo, je definitivno onkraj zabitega klina, levo od zabitega klina, ki bi ga Donald Trump želel zabiti med Srednjo Evropo in pa Zahodno Evropo, se pravi proti Zahodu. Ne. Zahodno, ja. Zahodno, ne. Levo v smislu, če gledamo na zgor, se ni važno, skratka Zahodno. Ne. In to bi moral biti zdaj imperativ za sleherno slovensko notranjo politiko, o katerem bo treba začeti govoriti, ko se bomo začeli pogovarjati o volitvah, bolje pa da tudi že prej. Ne. Se mi se že zadnjič nekaj v zvezi s tem začela razvijati. Ne. In nekatere stvari bodo pač morale ostati svete, ne? Oziroma nedotakljive, ustavno ali pa če hočeš vrednostno nedotakljive. In recimo tisto, kar so že zadnjič diskutirali in meni vzbudilo strašno zgražanje, je bilo tisto, kar je ta enota Moris ali veteranska, ne vem kak. Društvo, ki je poskušalo prepovedati umetniški nastop Svetlane Makarovič v imenu tega, da se uravnotežuje prepoved Thompsonovo, ne, sva zadnjič obravnavali. Jaz sem si potem šel po tem, ker me je vzbudil zanimanje, ker tega Thompsona več kot toliko tudi poznal nisem, ne, dejansko še ogledovati njegove nastope in videe, ki so ta trenutek veljavni. Ne. Mislim, in so mi šle kocine po koncu. Ne. To je nekaj neverjetnega. Ne. Pazi, da ta mož opeva in vizualizira na YouTubu zločine iz Jasenovca, se pravi tisti zavit nož, in pokaže sliko človeka, ki je umorjen in s prerezanim vratom. In zraven tiste pesmi, potem pa kako se z nemško vojsko rokujejo, ne, hrvaški predstavniki NDH in tako naprej. Mislim, če je to vrednota, veš, potem je konc. Ne. Potem se tukaj res nimamo več kaj pogovarjati. In dejansko radikalno se tudi ne smemo. Ne. Tukaj je treba pokazati na oster res, na ostro ločnico. Veš, in jaz kljub vsemu verjamem, da Slovenija nikoli ni imela tega. Ne. To, kar je NDH imela in na tak način. Ne. Če je bilo mogoče v kakšnih ekscesnih legah, da sicer pa gre v veliki meri za nesporazum ali pa mogoče za neko rivalsko politiko med desnico in levico, med SHS in levico in tako naprej, pa liberali, pa kombinirano z revolucijo, karkoli že to hočeš imenovati. Ampak prihodne slovenske politike se na takih nesporazumih ne sme niti graditi, niti uravnoteževati. Ne. Tako sem videl zdaj, da je na nacionalni televiziji stekel proces proti urednikom in direktorci zaradi Thompsona. Ne. In zdaj, koliko je to prav, koliko narobe, tam se utemeljuje, da gre za nekaj, kar se dogaja po avtomatizmu, kar se mora dogajati, če pride do takih. To je argument novega direktorja, generalnega direktorja. Generalni direktor je preprosto rekel, da ko enkrat pride do takih ekscesov, se postopka ne sme več preprečiti, ampak po avtomatizmu steče. Ne. Ampak dobro, se bomo videli, kako se bo ta stvar razvijala, samo neče se pa jaz, oprosti, tudi če se bomo javno izražali, ne bom
tiho, ne bom pustil. Ne. Da se bo zdajšnja uredniška garnitura sklicevala na to, da je žrtev politike. Ne. Ta uredniška garnitura je bila servilna do politike in je bila servis politike. Karkoli se bo zgodilo, tudi če bodo doživeli politično zamenjavo, bojo doživeli samo to, kar so oni sami ves čas počeli. Naj se ne razglašajo za profesionalne žrtve, profesionalci oni nikoli niso bili. Mi je zelo žal. Ne. No, mislim, tale reč s Thompsonom, ne, Jaz jo verificiram, ker to kar gledam pri Thompsonu, prosti, da pride samo sled vzpodbujanja vrednot pokola in moritve drugih ljudi. Pazi, to v Jasenovcu je potekalo. Ne? A veš, in da pokaže tisto roko. Mislim, tukaj se debata neha. Ne? Mi je zelo žal, tukaj se debata neha. In je čisto vse, z katere strani pride. Mi je popolnoma vse, z katere strani pride. Tam, ko je enkrat vrednota umor bližnjega človeka, se debata neha. Takrat pridejo posledice. Radikalne posledice za mene. Tako da Slovenija prihodnje presenečena bova ali pa bomo, ko bomo videli, da se v bistvu vrednote Slovenije z vrednotami Nove Evrope bistveno prekrivajo in da se bo na koncu treba boriti. Kaj je to Nova Evropa? Ja, če bo Evropa dveh predstav ali pa če bo sestavljene neke nove vrednostne matrike ali pa boljše rečeno, ubranjevanje vrednot pred neko novo Evropo, ki bi rada vdrla v staro Evropo. V mislih imam Orbana, v mislih imam Poljsko, v mislih imam Češko, začne se pa s tem, ko poskušajo postaviti razločnico med kolonialnimi državami Evrope in nekolonialnimi. In potem rečejo, tisti, ki ste sproducirali begunski fenomen, kolonialne države imajte sami begunce, mi jih pa ne močemo in mi pa ščitimo našo civilizacijo. To je nonsens, ne? To je popoln nonsens. Ja. In Amerika, ki je povzročila proxy war, ne? Amerika, ki ne sprejema beguncev, ta ista Amerika bo zdaj za Poljsko vrednota. Isto Poljaki delajo enako napako, kot so jo delali z Anglijo. Vzpodbujali so angleško sitnarijo proti Evropi. Zdaj, ko pa Velika Britanija ne bo več plačevala tistih milijard, prvi, ki jih ne bodo dobili, bodo Poljaki, ker so bili največji neto prejemniki. In isto zdaj. Oni se zdaj sklicujejo na protibegunski fenomen z Trumpom in z Ameriko, ki je v bistvu povzročitelj in eden od soustvarjalcev proxy vojne. In zaradi tega so prišli begunci v Evropo. Skratka, tem ljudem nekaj ni jasno. Hvala lepa.